Pozdravljeni v 12. podkastu Kajakaške zveze. Danes je z mano mladinec leta 23. Jaz mu bom kar rekel Luka Dončić kajaka, sicer pa Žigalin Hočevar. Žiga, pozdravljen. Pozdravljeni. Hvala, ker si vzel čas. Zdaj ti si na reunionu, na pripravah zimskih. Koliko je zdaj ura dol? Ja, zdaj je ura 2, tako da na reunion smo prišli tle na priprave, da se pripravimo na novo sezono, ker pač v Sloveniji ni takih pogojev, da bi lahko to izkoristili. Smo prišli, letos smo se odločili za reunion, zaradi tega, ker mislimo, da je proga podobna Parizu in da bi lahko s tem imeli tudi mogoče drugačno progo, kakor imamo v Sloveniji. In zaradi tega razloga smo se letos odločili, da pridemo sem in probamo v tem enem mesecu narediti čim več, kakor se da, zato da bomo čez dobre 3 mesece pripravljeni, tako kot moramo biti. Ja, super. Se pravi, zdaj ura je 2, pri tebi, pri nam je 11 dopoldne. Ti si že opravil jutranji trening? Ja, danes smo opravili pač zjutraj ob 9 imamo prvi trening, potem ponovadi okoli 3-4 imamo drugega in potem še okoli pol 7 je ponovadi tretji trening, pa večerja pa čez za počitek. Ok, in zdaj koliko časa si že dol, si že utrujen? Ja, dol smo že 2 tedna pa pol, tako da jaz sem že kar utrujen, se nabera počasi teli kilometri na vodi po fitnessu, tako da še teden pa pol imamo napornega, ampak zelo dobrega treninga. Aha, ja, zdaj se bo začelo ta prava, v bistvu, ker tisto si spucal že tisto energijo, zdaj se pa začne ta prava tehnika. Čeprav vmes je če se prav spomnim. Kako? Vmes je bila pa tudi tekma. Ja, to se pravi, prejšnji vikend je bila tekma za ICF točke, tako da je šlo tudi kar v redu do finala, pol se je malo zalomilo, ampak zato so tekme, da se pripravimo na polune, ta pomenili, kako naj rečem, tako da zdaj ta teden pa pol, ko še pride, bo se začel poznati, koliko smo pred tem trenirali, da bomo videli, če je sploh še zdržal. Se pravi, tekmo si štartal po kateri disciplini? V tekmo smo vse, cross, kajak in kanu. V kanuju sem prišel v finale, v kajaku sem bil 12, crossu sem prišel pa do četrtfinala, tako da vse je tako, kot mora biti. In kako ti gre cross, si zadovoljen s to disciplino, da je programa? Ja, jaz mislim, da je dober za naš šport, da se je še cross pridružil, zaradi tega, ker vsem mislim, da to je bolj zanimivo za gledalce zagledati, ker je pač vse na head to head in nekako tiska prvi pride, ti se pač zmagovalec. Jaz mislim, da je dober, tudi za trenirati je dosti boljš, ker pač ne treniraš sam. Treningi so, mislim, da bolj zanimivi, pa je pač fizično kar zelo naporno, ker pač vse ima to čovna, 10 kg več in se to zelo veliko pač se kar pozna, ampak jaz mislim, da je dobro za naš šport, da se še v to smer razvija. Zdaj ti si starš, koliko si, 16 let ali koliko? 16. Si mladinec leta oziroma mladinec leta 23. Ja. S katerim rezultatom si to zaslužil? Kaj si lani naredil, na katerega si pa najbolj ponosen? Ja, lani sem v bistvu postal mladinski svetovni prvak v kanuju. To mislim, da je pač tak rezultat, ki je težko več. Mislim, da se s takim rezultatom lahko že kar zelo pohvalim, ker vseeno pač to predstavlja neko delo skozi več let. Mislim, da biti svetovni prvak ne moreš postati čez noč, pač veliko treningov moraš prej narediti in kakor mi pač leta 2022 ni uspelo v Ivreji,
ker sem bil že zelo blizu, pa pač sem pol garal še en let, pa sem prišel v Krakow, v bistvu res pripravljen, tako kot sem hotel. In pač je tudi šlo po načrtih, kvalifikacije, polfinale je bilo zelo dobro, finale pač neka vrhunska vožnja, no, jaz niti ne vem, če bi se še dal prav zelo izpopolniti, in ja, pač to mislim, da je tak rezultat, ker najbolj bil odmeven, ampak tudi že spomladi na izbirnih mi je šlo zelo dobro, sem prišel v člansko ekipo v kajaku, kar mislim, da je pa tudi zgodovinski uspeh in mislim, da tudi zato je pač treba narediti že na treningih nekaj drugače kot ostali. Aha, nekaj drugače. Bo pole šla na to drugače še, ko bo malo zožala vse skupaj. Zdaj bi vseeno še malo ostal pri Žigalinu, ne? Kako pa ti gledaš, ne vem, na življenje, s čim vse se še ukvarjaš, recimo? Verjetno hodiš v šolo, imaš 16 let. Ja, jaz zdaj sem v drugem letniku gimnazije. Mislim, da pač v življenju vseeno treba imeti nek določen cilj, za katerega se pač zjutraj zbudiš in za katerega greš pač čez tiste dni, ki niso najlažji. Tako da jaz mislim, da v življenju je pač prva stvar, ki mislim, da moraš imeti nek določen cilj in poleg tega cilja moraš pa še pač uživati. Včasih pač je to malo težje, no, če imaš recimo kakšen športni cilj ali pa tudi kakšen, če lahko temu rečem, izobraževalni, no. Hočeš kaj doštudirati, pač mislim, da ni vedno najlažje, ampak pač na koncu mislim, da se da vse speljati in tudi če sebe pogledam, pač kakor je treba uskladovati šolo pa pač šport, je zelo težko, predvsem tako, ker meni je en mesec v šoli, ampak na koncu pa pač vem, zakaj to delam, tudi takrat, ko je treba po domače rečeno stisniti, pač stisneš in potrpiš. Zdaj, a nam zaupaš, kakšen cilj imaš, recimo, ampak zato, da si rekel, zjutraj zbudim, da grem v šolo, v gimnazijo, ne, se pravi, zdaj si v drugi letni gimnaziji, ne, se pravi še 2 leti pa pol, potem boš pa še, a je že to cilj, kam boš šel naprej, ali že kaj veš, ali... Ja, jaz tako nekih ciljev nimam, no, za šolo, pač rad bi dokončal gimnazijo, pa pol se vpisal recimo, mislim, da bi lahko prišel na DIF ali pa pač naredil nek faks, da bi imel neke neko osnovno izobrazbo, no. Ampak ja, jaz načeloma moj cilj je, da bi bil v veslovanju najboljši na svetu in pač to, zato se zjutraj zbudim in grem čez tisto, kar mogoče ni treba iti. Ja, fino. No, na pol poti si že, ne, najboljši mladinec si že, ne. Ja. Ti je to dalo voljo še, ali ti je mogoče graf padel malo? Mogoče tako v tistem mesecu po svetovnem prvenstvu sem pač izgubil malo motivacije za kakšne težke intervalne treninge, ampak ker pač sem že dosegel tisto, kar sem tisto sezono hotel, ampak zdaj čez zimo imam pa zelo veliko novih ciljev, ker so pač zdaj moja nova motivacija in ja, jaz mislim, da pač po mladinskem svetovnem prvenstvu pač je logično nekako padla motivacija, pa zdaj čez zimo sem pa že imam nove cilje in tudi motivacija je nazaj. Zdaj smo obdelali malo šolo, ne, si povedal, pa kajak malo, ne še, ampak kako pa imaš kaj časa še zraven, še kakšen hobi ali pa kaj te še zanima, recimo? Jaz načeloma vse hobije probam nekako vključiti v program treninga, ker vseeno mislim, da pač profesionalen šport dopušča zelo malo prostega časa, predvsem pa na koncu je vseeno velik rizik, no, če recimo smučaš ali pa če se ukvarjaš s kakšnimi ekstremnimi športi, sem pa zdaj nekako to vključil v program treninga in tudi hodim na kolo ali pa na turno smučanje, tečem na smučeh čez zimo, ko pač je tega
prostora za različne treninge malo več. Je pa tudi čez poletje ostane zelo malo časa, pa tudi pozimi, ko je šola, je potem v bistvu tega prostega časa enako nič. Zdaj, tvoj oče, ne, Simon, je tudi on tvoj trener, ali kako ima to? Ja, Simon oči je trener že pač kar sem se usedel čoven, on mislim, da najmu najbolj zaupam, dosegel je tudi v športu pač tisto, kar bi si jaz želel, jaz mu čisto zaupam in mislim, da ve, kaj dela in jaz sem prepričan, da on, kolikor je šel pač čez cel moj napredek, ko me je pač v bistvu me pozna že odkar sem se usedel, mislim, že poznam že celo življenje, ampak tudi napredek ima odkar sem se usedel čoven, pa pač do današnjega treninga vse ima, točno ve, kako se jaz odzivam na vodi, kdaj moram še trenirati, kdaj rabim malo počitka, in jaz mu pač zaupam, on je, mislim, da je en največjih strokovnjakov v Sloveniji, ki jih imamo in mislim, da me večina mojih dosežkov je sigurno po največji njegovi zaslugi. Jaz sem sicer hotel še malo vprašati, on je tudi oče tvoja, zdaj jaz vem, večkrat sem bil tudi pri vas, vem, kako imate hišo, imate gost od zadaj, pa to, je kar nekaj dela, s tako okolico tudi, Koliko te pa to preganja kot oče, ne kot trener? Ja, letos v bistvu moram priznati, da je bilo zelo malo tega dela, mi je pustil, da sem prehranil čez šolo pa za treninge, ker tudi okolica hiše pač gost ni bil potreben, da bi ga kaj prav rihtali, ampak recimo lansko leto smo pa kar zelo veliko mogli pomagati v gozdu, pa je bilo kdaj kar naporno, ampak to smo, mislim, ni bilo toliko naporno, kakšni treningi, tako da vse v redu. Se pravi, usklajujete, to. Ja. Zdaj, mene malo zanima še, jaz tebe poznam od, ne vem, si bil star 8 let recimo, ali pa še manj, si se pa ukvarjal z enim drugim športom takrat, pa to zelo zagnano, podobno zagnano, kot zdaj s kajakom, celo si govoril, da ne boš šel nikdar v kajak, pa ko smo imeli take moške debate, mi dva že takrat, Kako je pa s tem, Boš povedal malo nam še okrog tega? Ja, jaz sem pač igral od v bistvu 9-letno do 2019 sem igral hokej na ledu, ta šport sem zelo rad, pa zelo sem užival, bil sem golman, tako da tam položaj v golu je bil zelo dober, ampak pol leta 2019 je vse skupaj nekako začelo, predvsem je zmanjkalo časa, da bi se z enim športom res resno ukvarjal, po drugi strani sem imel poškodbo kolen, ki mi ni čisto dopustilo, da bi treniral hokej tako, kot bi ga pač jaz takrat hotel, se pravi, da bi res dajal vse, kar imam, ampak ja, potem sem se odločil za kajak, ker je vseeno bolj prijazen do kolen, ker pač sedišče prav, tudi hlačanje v čolnu, je zelo velik problem, zato v bistvu zastavim kajak, ker pač ne morem veslati kanuja vsak dan, ker enostavno kolena preveč trpijo in dokler bom še rastel, mislim, da ne bom se odločil sam za eno disciplino, zaradi tega pač sem tudi nehal hokej in odločitev je bila kar težka, ampak vedel sem, da bo enkrat prišla in da se bo treba odločiti, a bom pač na vodi v tekočem agregatnem stanju ali v trdnem in pač sem se pol vseeno odločil, da bom raje šel, ker mi je tudi užitek, ko veslaš po vodi, pač neverjeten. Zdaj, golman v hokeju, tam tudi dostikrat v bistvu klečite dol, ali pa golman mora klečati, kam imaš ščitnike in je več ali manj na kolenih, ali kako? Ja, položaj v golu je zelo mešan, veliko pozicije, ki jih pač mora golman obvladati in klečanja
v takem zelo nepravilnem položaju bilo pač takrat zelo veliko in žal pač se je takrat mi pripetila ta pač poškodba in enostavno nisem mogel igrati naprej in sem se zato takrat sem tisti let tudi največ veslal kajak, no, zato da se je malo pomiril vse skupaj. Pa sem spet začel kanu veslati, ker pač enostavno in niti v kanu, niti v hokej pač moja kolena niso takrat dopuščala, da bi pač se s tem toliko resno ukvarjal. Zdaj, kaj si dobil poškodbo, ali je, mislim, fizično, da ti je pak zadev, ali... Ne, v bistvu jaz imam ozga šlater, kar je v bistvu vnetje kolena, no. To se je pa zgodilo, ker sem prehiter zrastel in moje mišice niso dosti hiter v bistvu Na rastišča pa mišice se niso... se nisem pač enako hiter podaljševala in pač takrat se je bolj vnel in zaradi tega pač zdaj tudi recimo težje klečim še vedno, no, to načeloma, dokler bom rastel, bo tako, potem naj bi se pa to umirilo. A zdaj v hokeju, ko poklekneš dol, počepneš dol na kolena, imaš noge ven, drsalke se prav ven ali not, kako so? Ja, na ven so in pač tudi zaradi tega pol kolena zelo pritiskajo pod nepravilnim kotom in isto kot v čovnu, pač ko sediš, imaš v bistvu tam imaš noge na ven oziroma kolena na ven, isto je zelo nepravilen položaj za človeka, tako klečati več ur na dan. Se pravi, tudi v čovnu imaš kolena na ven? Ne, stopala na ven. Stopala. Ja, ne, stopala v kanu je glih drugače so stopala not pa kolena na ven, v hokeju so pa kolena na ven pa stopala, kolena na not pa stopala na ven, tako da ampak noben položaj ni prav prijazen do nas. Ja, za kanuiste je to res neprijetno, a ne? Koliko imaš kanister klopco dol, včasih smo rekli klopco, no, zdaj sedeš. Ja, jaz sedim na 7,5 centimetrov pa pol, ker bi se rad usedel malo nižje, ampak pač enostavno ne moram zaradi kolen, dokler pač bo to še vedno prisotno, mislim, da bom sedel na 7,5, ampak vem, da nekateri sedijo tudi nižje, kar mislim, da je sicer boljše zaradi samega težišča, ampak koliko ima Beni je imel težave, pa Luka ima zdaj težave s koleni, pač vsi plačamo račun, mislim, vsi imamo neke neporavnane račune in pač na koncu plačamo ceno za to, pač, da lahko se ukvarjamo s profesionalnim športom, ampak tako pač je. Ja, no, dobro, se zdaj je kar se da podložiti lepo, ne? Čeprav je interes, da si čim nižji, ne, da so kolena... Se v bistvu s koleni tudi korigiraš težišče, ne čovna, ne, koliko jih imaš visoko, pa a ti imaš noter kletko, mislim to? Ne, jaz imam iz pene, ker mi tako bolj odgovarja, lahko si bolj natančno naštimam, pa še rastem in vedno spremenjam, tako da zaenkrat imam kocko. In koliko ti je pa recimo, ok, si bil golman, ma verjetno ste drsali tudi tam, ste se komaj učili, pa to. Koliko ti je to recimo pa koristilo zdaj pri krosu? Zdaj, ko imamo treninge, pa so prišli nazaj ščitniki za zobe, je tako nek spomin, mislim. Če mi pomaga, ne vem, je pa predvsem ni toliko tuj občutek, ko imaš nekoga toliko blizu zraven sebe. Tako da jaz sem v bistvu kar zadovoljen, da sem igral hokej, da sem malo navadil tega. Ja, to mislim, ni v mirnih vodah, ko imaš enega zraven sebe, pa on ima svojo pot, ne. Ta ti noče dobrega v krosu, ko pride, nima dobrih namenov, ne. Tudi verjetno, ne, kakšni, zdaj lih body checka, ne smeš se, neke pravila so, ne, v krosu, kako... Ja, ampak zaenkrat kar dopuščajo, no, mislim, da se lahko kar zelo na kontakt vozi.
Je kako te recimo strah štartati cross, recimo glede na to, a ne, koliko vlagaš Uh, v kajaku, v kanuju, mislim v slalomu, ne? Koliko, ko si gor na rampi, zdaj tam tisto se zvrne dol in pol, kaj čakaš, a dobiš, a veš, ogromno ja, priložnosti je, da ga najebaš, ne? Kako? jaz nimam, mislim, jaz sem bolj v svojem fokusu takrat kar na rampi, ker itak mislim, da na koncu, če odpeleš tekme bolj za serije, mislim, recimo, če ne bi svetovnega prvenstva odpeljal, bi bolj za kakrat pač, če bi imel nekakšen drug pripetlaj, tako da jaz to vse nam takrat razmišljam samo o tem, pač, kako bom odpeljal, če pač bo prišel kontakt, je pa res, da je dosti bolj navarano, kakor je sam slalom in včasih je tudi zelo tako riskirano štartati na kakšno tekmo v crossu, ampak pač jaz sem se odločil, da imam nek cilj za letošnjo sezono tudi v crossu in bomo videli, upam, da gre brez poškodb, zaenkrat je vse v redu. S tem ciljem za letošnjo sezono še prideva, boš še kaj povedal. Malo sem mislil, če mi poveš, ok, zdaj si malo povedal v kajaku, a ne, občutki, v kanuju občutki. Zdaj tebi kajak trenutno bolj leži, zato ker tam ne boli toliko, ne? Ja. Zdaj, pa recimo, da bi to bolečino, a ne, dal stran v kanuju, ne? Kakšni so, kako gledaš na kanu? Ne vem, v kanuju pač, ja, ok, imaš eno veslo, sicer imaš pa težišče pod medenico, kar je velika prednost, a ne, če me ne vprašaš. No, kako ti to vidiš? Jaz vsem imam, mislim, bolj se počutim v kanuju, no, mi je boljši občutek, če on se malo bolj enostavno obrne, ampak po drugi strani si pa višji in je zato mogoče malo imaš slabšo ravnoteže in pač je to neki izziv in zelo je tehnična disciplina, zelo mora biti natančen, ni prostora za napake, ker pač je ne moreš na moč rešiti, če daš napačen nagib ali pa če na napačen stran primaš rolo, pač si v tistem trenutku že zasrl in težko boš to popravil. V kajaku je vsem drugače, v kajaku lahko fališ linijo za pol čovna, pa da je narediš 3 zaveslaje, pa si v bistvu prideš isto vrata, tako da jaz mislim, da kajak je malo bolj fizičen, no, ampak dopušča kakšne večje napake, tako da jaz sem vsem rad bolj kanu, ker tam pač se pol res pokaže tako prava tehnika, tako da ja, mogoče v kanuju bolj uživam zaenkrat. Ja, tako kar jaz poznam, tisti, ki je šel v kanu, ne, se ni vrnil nazaj v kajak, mislim, vsaj pred leti, ko sem še jaz delal v slalomu, ne, če je šel kakšen fant v kanuju, je ostal v kanuju, ker je, ko enkrat znaš to voziti, ne, predvsem mislim, da je prav to, no, da imaš pač noge spravljene pod telesom, a ne, da pač imaš eno težišče, okrog, ker v kajaku vseeno imaš noge od sprej, ne, težišče teža, vse gre bolj naprej, ne, in ga je drugače peljati, ne. Ja, meni se zdi, da je pač malo težje, no, vse na kanu, pač ni prostora za napake v kajaku, veslati vrhunsko je zelo težko, da se razumemo, ampak mogoče tiste osnovne premike pa pač vseeno v kajaku lažje, imaš 2 lopati, lahko rešuješ na obeh straneh, ampak ja, v kanuju je pa že tista osnovna tehnika res težka in pol to nadgraditi do take perfekcije, ko imate Luka pa Beni, je pač res težko. V kajaku tudi prijeti potem na vrhunski nivo je pač res težko, ampak ja, mislim, da pač kanu moš res, če hočeš iti dobro, moš res odpeljati pač brez napak. Malo bi se še vrnil nazaj na šport kot osnova, ne, tudi zdaj smo govorili kanu, kajak, cross, ne. Tam, ko si recimo ti hodil okrog, ne, že pač, ko ste z družino hodili okrog, že zaradi tvoje sestre, mimogrede, ki je res tudi zelo uspešna in tudi letos gre na olimpijado, ne.
Ja, S tabo dal trenirati skupaj. ja, Eva je v bistvu nekako potihem rečen prva, no tudi jaz bi si bolj želel, da bi bila ona letos boljš pripravljena kot jaz. Aha. Se bo, ne, se verjetno je, a ni. Ja, Dobro. ne, se je. Eva je vrhunsko letos pripravljena in tudi mislim, da bo v Parizu zelo dobro pripravljena. Jaz pač se bom potrudil, če lahko kaj pomagam, a ne da ji bom pomagal, ampak ja, na koncu mislim, da bo zelo dobro pripravljena. Tudi zelo skupaj trenirata ali imata ločen? Ne, zdaj v bistvu trenirava skupaj, kakšen trening narediva individualno ali pa malo drugače, ker ona vse nam dela bolj na moči, jaz mogoče malo več na vzdržljivosti, ampak to je 1, 2, 3 treninge na teden, načeloma pa trenirava skupaj, no, zato da si pomagava, da pač pol drug drugemu malo lažje, da ona pobere dobre stvari od mene in jaz pač tisto, kar ima ona boljš, jaz probam pokopirati od nje, tako da ja, mislim, da zaenkrat gre vse po planu. Čakaj, ti tudi menjaš v kanuju, a ne? Veslo. Ja, To ona tudi, ne? Nisi se. ja, No, ne, ja. meni se zdi, da pač menjate zdaj na novih progah prednost, ker pač so krajši cik-tak in kakšna kontravrata se tudi zelo hitrejše, mislim se, da dosti hitrejše odpeljati na svojo kakor na čez, tako da mislim, da zaenkrat kar deluje. Koliko je pa starejša sestra od tebe? 5 let. Aha, 5 let. Zato, ker jaz se spomnim, ko ste vi hodili okrog, ne, in se te spomnim v Bratislavi, ne, ti nisi kaj dosti veslal takrat, ne, to je bilo leta nazaj, po moje 5 let, 6 let nazaj, si pa mogel hoditi okrog zaradi sestre, ne, ker je ona veslala, Ja. sam doma. In se te spomnim, si tam malo raziskoval in si hotel imeti rolke za tek na smučeh, ne. Jaz sem jih mimogrede imel tam, sem dostikrat tudi sam laufal tam, ker so dobri pogoji za to, ne. Ampak takrat sem res videl, da si imel željo po tem gibanju, res si hotel to, mislim, to probati, tam, mislim, si res, že otrok si bil, ne, po moje 10 let star takrat, in si s takim veseljem in potem si tam delal kroge okrog une ogrevalne proge tam, ne, in jaz sem takrat prvič res rekel, pa to pa res ni kar neki, je želja po gibanju, je želja po spoznavanju, raziskovanju. Koliko si pa tega še probal zraven, recimo športov, ne? Verjetno si dosti drevesih za hišo, ne? Ja. Tudi kakšna gimnastika, to imate verjetno vi v Simon klubu zelo, ne? Tudi v mlajših letih dosti široko zastavljen program, ne? Ja, mislim, da pač v takem športu, ki smo imeli, ki je zelo, može biti zelo motoričen, ni samo pač tek, recimo, tistih, pa ne vem, verjetno za primer 10 gibov, pač tukaj res moraš vse, moraš biti gibljiv, moraš biti močen, moraš se znati nazaj premikati naprej, obrate moraš imeti zelo dobro koordinacijo moraš imeti in mi že v klubu smo veliko delali na vseh, da probamo čim več različnih športov, ker pač vse na koncu v kajaku se moraš prilagajati in več, kolikor si športov probal, več imaš različnih situacij in jaz mislim, da tako, kot takrat se spomnim v Bratislavi, mislim, da je bilo to leta 2017 na mladinskem svetovnem prvenstvu, mislim, da je bilo takrat in ja, takrat pač sem imel neko obdobje, ko sem zelo rad tekel na smučeh, no, to še zdaj zelo rad počnem in tudi vedno se odpravimo za 4 dni na priprave v Planico, pa med vikendi veliko hodimo teči na smučke, ker pač jaz mislim, da je to zelo dobra podlaga pol za priprave, kakor se pravi na Reunionu in vsem mislim, da tudi tako, kot pač kolesaram iz teh namenov, pa koliko smo gimnastiko včasih delali v klubu,
je to vsem zelo širšo, širšo podlago imaš. Mislim, da pač lahko črpaš več naborov podatkov, če lahko temu tako rečem, zato da pač si pol tudi na vodi boljši, ker enostavno je toliko nekih različnih gibov na vodi, ki jih moraš obvladati, da pač težko bi samo s treningom na vodi prišel do vseh teh različnih situacij. Ja, opazil sem te pa tudi na spust tekmah. Ja, tudi spust smo včasih zelo veseli, pač zdaj ga malo manj, ker enostavno ni časa pri vseh treh disciplinah, ki jih imamo. Spust je prav tako zelo dobra podlaga, mislim, da predvsem za trening, no, v zimskem času, ampak ja, žal pač zdaj ni to časa na pretek, da bi lahko še spust nekako vključil, ampak ja, zdaj zaenkrat je v drugem, tretjem planu. Ja, kakšen je pa bil tvoj odnos do spusta, recimo takrat, a ne, zdaj reči, a te stari nagnal, da je zdaj un maraton, a ne, ali si šel z veseljem? Ne, jaz v bistvu nisem prav rad imel spusta, no, čisto po pravici povedan, ker se mi je zdel malo dolgočasen, mislim, dolgočasen tako, preveč enakih gibov je čez celo tekmo, ampak ja, sem pa kaj pa tudi rad štartam kakšen maraton, sicer predvsem zato, da bi druge premagal, ampak ja, tudi sam rad grem kdaj na kakšno tako zelo težko telesno, fizično preizkušnjo, tako da tudi kakšen maraton kdaj štartam. Je pa res, da je sezona zdaj že tako dolga, da imam že zadnja tekma seka zelo rdeče. Verjamem, ja. Včeraj sem prebiral neke slike, iskal sem nekaj in zagledam Žigalina v Dragon Boatu. Ja. Rekel, evo, nekaj mi hoče pokazati, ta veš, jutri se dobiva na videu, ne, in ga bum tako. In sem rekel, lej, ta pa res povsod, ne, mislim, res si probal ICF program, ne, v bistvu vse, kar ponuja. Ja, v bistvu mislim, da sem probal po moje pa kar vse, kar je ICF ponuja. Stalno imel sem možnost, rekel sem, zakaj ne, če lahko probam in mislim, da pač na koncu vse to bolj prinaša k temu, da imam jaz zdaj take rezultate, kakor jih imam. Je definitivno, ne. Mogoče podobno hokeju bi bil kajak polo, ne. Žal še ni dosti razvit v Sloveniji, upam, da bo mogoče kdaj kakšno ekipo ustanovili, ne, je pa za nekaj takega, dosti energije, ne, pa sicer bi lahko kakšni je zelo razvita tekmovala, ampak tako sem, a bi te zanimalo recimo tudi to? Tudi kajak polo sem probal, no, pa je bilo dobro, mislim, takrat smo ga probali bolj tako za štos, ker pač smo imeli, mislim, da je bilo glih konec sezone, tako da je bilo kar zanimivo, ampak se rajš držim divjih vod. Ok, dobro, in zdaj si pač omenil v Sloveniji pogoju, dobro, čez zimo vsi vemo, a ne, da je lažje iti nekam na jugo, ne, kje največ ti treniraš? Vi imate tudi tam blizu doma neko, ali se moraš tam blizu, to se nas plača? Mislim, tam, kjer sem zdaj malo blizu Ostra, je teče sam Ljubljanca in je zelo mirna, tako da tam res so kar zelo slabi pogoji za trening, mogoče kakšne intervale, da še naredim, ampak načeloma pa treniramo v Tacnu, sicer letošnja zima je bila res zelo slaba, pogoji so bili, mislim, da najslabši, no, kar treniram po zimi in ja, enostavno do v bistvu januarja ni bilo vrat, ni bilo mirnega kanala v Tacnu, ni bilo proge v Tacnu, tako da so bili pogoji res zelo slabi, jaz upam, da bo pač v prihodnjih letih se to kaj zboljšalo, zaradi tega, ker pol tudi plačamo veliko ceno na račun tega, ko gremo v tople kraje, no. Prvič je pač zelo finančno drago in tudi recimo v šoli jaz, ker pač manjkam, jaz zdaj sem na 360
upravičenih urah, kar je pač res zelo veliko. Ja, pol vseeno je zelo težko delati šolo še zraven in enostavno, če pa ne bi šli v tople kraje na trening, da bi trenirali doma, pa pač za profesionalno kariero enostavno pač to ni mogoče, ker Francozi imajo recimo izjemne pogoje, v poju imajo celo zimo od 10 do 15 stopinj in pač res na tem področju nismo konkurenčni. Jaz bi si res želel, da bi pač imeli neke bolj konstantne pogoje v Tacnu, ker pač bi bilo lažje tudi pol imeti večjo bazo tekmovalcev mladih, ker enostavno hitro pade motivacija, ko je treba iti zunaj, sneg pada, zamrzuje, prideš v Tacen, imaš zmrznen čoln, ti moraš iti pa narediti ponavljanje, tako da je res včasih je res pač zelo težko na račun tega. Tako da tukaj zdaj so pogoji res v bistvu v primerjavi z Ljubljano res vrhunski, ampak plačujemo pač ceno na drugih področjih. Ja. Žal letos tudi zaradi poplav, sicer Tacen je klasična proga, zelo cenjena v svetu, sem žal letos tudi zaradi poplav vse podrto tam in kar dosti žalostna zgodba, čeprav pa vem, da se zelo trudijo vse to urediti. Je pa težko z dokumentacijo časa. Časa je pa tudi malo, ker še zmeraj niso odstopili. Ja. Tudi pove, v bistvu tudi kakšni so bivši športniki, ki so zdaj funkcionarji pa trenerji na zvezi, koliko so zagnani, ker niso odpovedali Evropskega prvenstva zaradi tega in ga bodo naredili, ne dvomim, in tudi do takrat. Tako da jaz upam, da bo res proga urejena in da boste kajakaši dobili center, kot se ga zaslužite. Ne dvomno. Ja. Zdaj je infrastruktura za programom, ki ga imamo, ki ga dajete, čeprav pa so fronte odprte na večjih krajih, Solkanka je solidno stabilna proga, Celje pa pripravljajo novo, pa Brežice tudi že dolgo časa, ampak se pripravlja definitivno pa Tacen kot središče in center. Jaz upam, da so pogoji za vas, ti, ki si še mlad, da boš lahko doma treniral večino časa. Ja, to bi bilo pač zelo dobro, ker enostavno, ko pridemo v tujino in pač vidimo, kakšne pogoje imajo, kakšne druge reprezentance, res smo v zaostanku in bi bilo pač dobro, če bi imeli zdaj kakšne konstantne pogoje doma za trening. Tudi Evropsko prvenstvo, mislim, da si vsak Slovenec želi, da bi lahko tam nastopil. Prostora ni veliko, vsi vemo, da sta recimo Kanu in Luka in Beni pač že prekvalificirana za ekipo, kar se meni zdi pač zelo prav, res sta na drugem nivoju zdaj od celega sveta in pač prostora je sam še za enega, tako da jaz mislim, da bo zelo napet, ker verjamem, da si vsak želi biti na domačem Evropskem prvenstvu nastopati, ker pritisk brez dvoma bo pač zelo velik in mislim, da bi si to vsak želel občutiti na svoji koži. Ja, hotel sem to malo nazaj, ko si rekel, kako imajo drugi pogoje, ampak zmagal si pa ti, na svetovnem. Pa še to, to, kar pa zdaj govoriš, to, da je v Sloveniji vsaj 5 vrhunskih kanoistov, ker mislim, da boste vseh 5 sposobnih priti v finale v slovenskem pokalu, ali govorimo o 5 jih tako zdaj stresem ven, da res vrhunskih, kaj vas je, a jih je verjetno več, verjetno ti še bolj to veš. Ja, jaz mislim, da v Sloveniji imamo 5 zelo, zelo vrhunskih, pač se tudi rezultati na U23 prvenstvih kažejo na to. Mi smo z Jušem pa z Nejcem nastopili 3-krat, pa smo osvojili 3 medalje in tako da v bistvu
imamo 100-stotni izkupiček, tako da jaz mislim, da že to kaže na to, pa tudi iz članskega svetovnega prvenstva imamo, predlani so zmagali, letos smo bili četrti za zelo malo za medaljo in mislim, da to je zelo velik dokaz, da imamo velik potencial v kanu. Res je, ja. Kanu se res, jaz mislim, da smo kar tam Slovaki, ne. Ja, ja. Kako je pa v kajaku pa tam? Ker zdaj v bistvu govoriš več ali manj na kanu vleče. Ja, v kajaku mogoče imamo malo zaostanka. Jaz mislim, da tukaj pač je največji zaostanek, ki ga imamo, je pri tem, da pač nimamo enostavno konkurenčne proge in da moramo razvijati te nove tehnike, ki jo imajo druge reprezentance, zato mislim, da imamo v kajaku malo večje luknjo, ampak ja, jaz mislim, da tudi v kajaku bi bili lahko zelo blizu, mogoče se bo zdaj pač malo zamenjala generacija, ampak ja, vseeno, mislim, da tudi v kajaku bomo v naslednjih 3 letih lahko prišli zelo visoko. Ja, nedvomno. Zdaj, prej si malo med vrsticami nekaj rekel o Parizu, pa v bistvu zdaj se tudi pripravljaš v bistvu v Franciji, ne, se govori francosko na tem otoku. Evro je celo, mislim, da je valuta dolar. Ja, to je čisto francoski otok. Ti rekel nam Pariz, kaj si mislil? Ja, jaz mislim, Pariz bo zelo ena boljših olimpijad, kar jih pač bomo videli v zgodovini kajaka in kanuja, ker je enostavno, jaz mislim, da pač proga je, kakor se zgleda lahko, je v bistvu zelo težka, zelo specifična, čeprav ne zgleda, ampak kakor smo prišli lansko leto na svetovni pokal v Pariz, na World Cup Final, jaz sem bil kar zelo šokiran, pač jaz v bistvu moram pa prav izpovedati v kajaku, tam sploh nisem znal veslati, toliko drugačna je od tacna, da enostavno mislim, da pač tisti, ki bo zmagal v Parizu, bo pač imel izpopolnjeno to moderno tehniko, do pike, ker enostavno je pač proga zelo, zelo težka za dober in hiter odpeljati in mislim, da bomo v Parizu videli tisti, ki bo zmagal, bo pač odpeljal vrhunsko vožnjo in jaz se že veselim, da bom to lahko pogledal. Ja, se je res, zanimivo, kdaj kaj rečemo, lahka proga, težka proga ali pa postavitev lahka, težka, ker v resnici bolj, ko je lahka, težje je, ne zmagati, ne, sej gledaš šport, najlažji šport je tek na 100 metrov, ne, pri zmagi. V bistvu finale, bolj, ko je lahka proga, težje je zmagati, ne. Manj napak v bistvu. Razlika so. Tako da jaz mislim, da bo zelo zanimivo, če bo postavitev v finalu pač lahka, jaz mislim, da tisti, ki bo zmagal, pač ne bo imel niti ene napake, ker če jo bo imel, bo pač drugi. Ja, to bo kar klanjo, ja, bo zanimivo gledati, vse discipline tam, ne. Kakšne cilje imaš pa ti, recimo zdaj, za letos, kaj si zadal? Okej, končati drugi letnik, upam. Ja, zelo nekje na koncu papirja je to, ja. Konc dol. Je pa v H4 ali? Ja, sem vzel A4 list, pa sem napisal končati drugi letnik, tam nekje na spodaj. Koliko so fonti veliki? Ja, odvisno, font je zelo odvisen od tega, kakšen cilj je, končati drugi letnik je pač zelo majhen cilj. Tisti glaven cilj, ki ga pa imam, je pa napisan zelo velik. Moj cilj je pač definitivno, da bi prišel v člansko ekipo, tako kakor v kanuju, ker pač, tukaj sem prej rekel, vsak bi si želel nastopati na domačem evropskem prvenstvu. In pa tudi scena na svetovnih pokalih je pač drug nivo veslanja in jaz mislim, da bi čisto vsak si želi vsaj enkrat v življenju pač to preizkusiti. Jaz sem si ženo in na to sem tudi zelo ponosen, sem lahko
lansko leto pač tako dobro odterkal, sem imel pač take velike dosežke in če bi ponovil lansko sezono, bi bil v bistvu kar zelo srečen, imam pa tudi cilj, da bi na mladinskem svetovnem prvenstvu pač napadel na 3 zlate medalje, kar pa pač je zelo težek cilj, ne vem, če ga je že kdo kdaj, mislim, vem, da ga še nikoli ni noben izpolnil, tudi nikoli še ni bil noben dvakratni mladinski svetovni prvak, tako da jaz mislim, da je to nek cilj, ki ga bo zelo težko izpolniti, ampak verjamem v to, da če se bom dobro pripravil do mladinskega svetovnega prvenstva, ki je v začetku julija, da mi lahko tudi to uspe. Bo pa pač zelo težko, ker vsi vemo, kakšna imena bodo takrat na štartu in mislim, da ko bo zmagal kjerokoli disciplino na mladinskem svetovnem prvenstvu, bo pač šlo zelo dobro. In zdaj to si govoril za letos, ne? In letos imaš ti 16 let. Jaz sem si mogel tle prav še enkrat napisati, 16 let ima, ne? To je bunici. Koliko časa si tole še mladinec? Koliko imaš še možnosti, da boš 2-krat svetovni prvak, pa ne vem, v 3 disciplinah svetovni prvak, pa koliko je zdaj še? A si to imaš zračunano že, ne? Seveda. Ja, imam še, se pravi, še 2 sezoni, no. To je pač nekako veliko časa, sam po drugi strani pa malo, ampak jaz sem v bistvu svoj glavni cilj, ki sem ga imel za mladinsko kategorijo že izpolnil, to, da sem postal mladinski svetovni prvak, pač bi bil tudi letos bi bil s tem zelo zadovoljen, ker pač enostavno to je dosežek, ki ga mogoče osvojiš enkrat v življenju, pa večini nikoli ne uspe, ker enostavno je pač zelo velik zalogaj, da prideš na mladinsko svetovno prvenstvo dovolj dobro pripravljen, da lahko pač tisto zmagaš, ker eno je pač zmagati ECA, pokale, eno pa pač, da si potem na mladinskem svetovnem prvenstvu res najboljši. In jaz mislim, da bo letos zelo težko, Francozi so zelo močni, Čehi imajo zelo močno ekipo, tako da jaz mislim, da bo zelo pestro. Ti boš pač premagal, kaj zdaj. Se pravi, letos si rekel, kje imate svetovno? Svetovno je v Liptovskem Mikolažu. Liptovski, aha. Ja. In drugo leto, a že veš? Ja, drugo leto je pa v Foyju v Franciji, tam bo pa tudi, mislim, da še težje naloga, no, kar se tega tiče, ker pač vsem bodo imeli Francozi domač teren in kot najmočnejša ekipa. Ja. Ti boš pa star že. Ja. Bo zelo zanimivo obe leti, no. Super. Ja, jaz imam izkušnje, ko je en moj tekmovalec bil tretji in je isto imel 16 let in je bil v Liptovskem tretji na svetovnem mladinskem. In ja, mi je bilo tudi takrat zelo zanimivo, ker sploh nismo čakali. In smo bili presenečeni. Tam boš pa znal odpeljati, ne, Liptovski, si tudi že zelo trenirate gora, ne? Zlokrat greste gor v Liptovski Mikolaž? V Liptovskem sicer sem bil jaz 3-krat, ampak sem sam enkrat šel, no, tako da bomo mogli iti kdaj na trening gor, ker pač enostavno je specifična broda, nekako zelo lahka, ampak po drugi strani zelo težka, tako da bomo mogli dobro naštudirati, mislim, da bodo vsi dobro pripravljeni takrat, tako da jaz mislim, da bo tudi priprave na svetovno prvenstvo bo pač malo drugačne kot prejšnja leta. Pa boš imel čas iti gor, še ekstra gora, že imate plane? Ja, jaz si bom zagotovo vzel čas, no, da bom šel v Liptovski Mikolaž, ker pač to je moj prvi cilj sezone in si bom naredil vse, da bom pač takrat najboljši pripravljen. Zdaj, vsi, ki hodimo na slalomske tekme, poznamo tudi tvojega največjega navijača, ne? Je to Tono, ali kako mu rečeš, Toniju, če govoril? Tonko. Tonko mu rečeš, ali starija? Ja. Deda, starija. Je jezen? Ne, dedi Tonko. A dedi Tonko. Kako pa on ti da kakšen nasvet, ali? Ja, njegov nasvet. On je bil tudi Olimpica, ne?
Ja, v Münchnu 72 je bil, tako da jaz mislim, da je dal veliko uporabnih nasvetov, ima pa pač nek svoj značilen nasvet in vedno isti, vedno ga ta pred tekmo je, da mora biti pač tempo na progi, kar se strinjam, enostavno moraš pač imeti zelo visok ritem, da lahko pač odpeleš, kolikor se da dober, in ja, jaz mislim, da veliko uporabnih nasvetov, ampak načeloma to delo prevzame njegov sin. Je že on podedoval vse na svetu. Ja, Pa tudi verjetno tempo na progi se je malo spremenil od leta takrat. ja, Imel tempo, ne. zagotovo. Sony je bil kar uspeh s 3 zaveslati kontra vrata, recimo, ne. 2 je Ja, v luftu, ne. ja, tako da, ja, se zelo, zelo spremenja ta tehnika. Ok, zdaj pa še, no, tako sem še malo razmišljal, kako se pa ti na štart pripravljaš, a te kaj strah ali kako, recimo Strah, Liptovski Mikolaš letos ali pa kako si šel na Krakov lani, ja, se pripraviš na štart? to je v bistvu zelo, zelo dolg proces, a ne. Sama priprava na štart se začne pač že pozimi, ko treniramo in pač skozi cel pač pripravljeno obdobje. Potem pa pač tekmovati kakšno tekmo zraven mladinskega svetovnega prvenstva, da se pač s tem probaš vizualizirati, kako bo takrat, ko boš pač prišel na to največjo sceno. In tudi pol v Krakovu letos, mislim, lansko leto sem bil na štart zelo dobro pripravljen, ker sem bil zelo miren, bil sem prepričan pač, da sem pripravljen tako, kot moram biti in da tudi rezultat bo pač lahko temu primeren. Tiste 2 meseca prej sem pač res naredil čisto vse, kar sem lahko, zato da sem bil pol 18. ali 19. avgusta pač pripravljen tako, kot sem bil in tako, kot sem mogel biti za pač tak uspeh, kar sem ga pol dosegel. In na štartu mislim, da je najbolj pomembno to, da pač pravilno dihaš in da narediš vse potrebne vizualizacije, da se dobro ogreješ, da pač nisi na štartu slučajno mrzel ali pa neprepričan v to, da pač da imaš kakšne dvome, no, ker mislim, da pač na štartu moraš biti pripravljen in moraš vedeti, po kaj greš. In mislim, da smo lansko leto v Krakovu vsi vedeli, no, zakaj sem jaz tam in so me tudi ostali zelo, zelo dobro pripravili. Mislim, da je cela ekipa delala zelo dobro, od fizioterapeuta do očeta, ki me je pripravil v bistvu tako rekoč na piko natančno. Takrat v Krakovu pač res sem vedel točno, kaj moram narediti. Tudi, ko so šla čez progo, pač je bilo obema jasno, kje je kakšne zavesa narediti, kaj kje ne narediti. In tudi, ko sem v bistvu, ko je začela ura piskati na štartu, smo vsi vedeli, pač, kaj zdaj nekako sledi, potihoma rečeno. Super. Ne, mene že med najnim pogovorom, ko si tako govoril, ne, mi je bilo tako zelo jasno, kako funkcioniraš. Ne. Rekel si, sem bil pripravljen, kot sem hotel, recimo, ali pa napadel, pa profesionalen si parkrat domov, ne. Sem take pozitivne, v bistvu ni bilo nikoli sem mogel ali pa Ne. kot sem si želel, ne, sem bil pripravljen. Pa take stvari, no, ki zelo povejo o tvoji pripravi, ne, ali pa tudi želji, ne, o notranjem motivu v bistvu, ne. Se mi zdi, da je to kar velika razlika. Tudi recimo prej mi je bilo zelo zanimivo, ko si omenil na krosu, ne, ko stojiš na rampi, ko sem te jaz malo, zdaj, ko priješ dol, ne. V bistvu si ti razmišljal o tem, ne kako bo, kaj se lahko zgodi, ampak kako boš napadel, kako boš zmagal. Jaz recimo dosti... Enostavno mislim, da pač to je tisto, kar mora biti tekmovalec prepričan v to, da pač je on to sposoben, ker če ne, pač je v to prepričan kaj zdrava njega in pač enostavno bo šel boljš. Tako da jaz mislim, da za vsako tekmo mora biti pač zelo prepričan in moraš se prej zelo
veliko trenirati, da pač si potem lahko prepričan, da boš odpeljal najboljši možen. Zdaj, ja, jaz to recimo, ti, ko tudi tečeš na smučeh, jaz dostikrat to primerjam, ko pride klanc, a veš, ko pridejo te kratki, hudi klanci, čez kakšen most, čez cesto ali pa, ko gledam v šprintih tekmovalce, ko so taki klanci, vidiš, a ga je šel napast, a je ugriznil v ta klanc, a je šel preživeti, In je to, da je razlika ali nič ali ena, In mislim, da ti nikoli ne gre sem preživeti, ker si rekel prej, ko odpiska, startu ugrizneš. Ja, tako se gre na 100%. Pa še več, v bistvu. Ja. Da to kar veliko razliko dela, pri tebi. Zdaj, prej si omenil ekipo tudi, fizioterapeut, tam ste bili lani kar dobra ekipa v Krakomu, Kako se pa kaj tam hecate med sabo, koliko je tega? A je kakšna pozitivna, kako je v mladinskih ekipah? Vem, ko sem bil jaz, še tudi kot trener mladinskih ekip, takrat še pa to, je bilo tega dosta, smo skakali z dežnikom z mosta v vodo, pa... Kako je zdaj? Dogaja, kakšni štosi tam imate, to je letniki med sabo. Čeprav ti si tam mlajši tam v ekipi, verjetno mladinski. Ti moraš v bistvu hoditi v trgovino. Ja, je. Mislim, do tekme. Zelo sproščeno, do tekme, dosti bolj kot recimo v članski reprezentanci. Tam pač vseeno so večji pritiski za nekatere pač, ampak tudi v mladinski ekipi do tekme se zelo veliko hecamo, zelo veliko, kar zelo sproščeno je, ampak ko pride tekma, pa mislim, da sem vsaj jaz na zelo velikem fokusu pač pripravljen, da odpeljem tako, kot sem si zadal in pač takrat, ko je tekma, pa mislim, da ni prav veliko prostora za hece. Zdaj, recimo, če primerjaš preoblačilnico v hokejski tam noter ali pa na mladinskem svetovnem, ko ste v Nušu točko, kako je vzdušje? Ja, v hokeju je bilo zelo dosti bolj sproščeno, tudi ni bilo to, ni vse tukaj izgledalo tako profesionalno, medtem ko pač ste na mladinskem svetovnem prvenstvu, je pač res vse do pike natančno narejeno, v šotoru je tišina, tako da vsak, ki je tam, ve, zakaj je tam, in pač tistih 5-6 dni, ki je tekma, vsak dela pač svojo nalogo, zato da pač potem lahko tekmovalci odfunkcioniramo najboljši možen. Se pravi, imate to že v mladinski ekipi, ta, ti rečeš, profesionalen pristop, čeprav niste plačali? Ja, mislim, profesionalno, so razlike, vsakega posameznika je drugačno, eni so malo bolj malo višjem nivoju, pač drugi se še navajajo na to, tako da so te razlike dosti večje kot v članski reprezentanci, ki so pač vsi na najvišjem nivoju. Se pravi, tebe ni bilo nič čudno, ko si prišel potem na svetovni pokal? Pa ko si gledal, kako se Luka recimo pripravlja na tekmo, Ja, mislim, mogoče malo je bilo drugače. Tako? Malo drugače je sigurno bilo, ker pač prvi svetovni pokal bila pač prva tekma in je bilo dosti drugačno, kakor je bilo lansko, mislim, 2 leti nazaj na mladinskih tekmah, ampak potem pa mislim, da sem skozi te svetovne pokale res to zorel in pač prišel na mladinsko svetovno prvenstvo s prepričanjem in izvedenjem, kako se moram pripraviti na tekmo, kot se pač pripravlja Luka, Beni, Pero, Evo Terčel, pač vsi člani na koncu. In sem tudi sam bil dosti na višjem nivoju, sam zaradi teh svetovnih pokalov in izkušenj, ki jih tam dobiš. A pa ti recimo tudi, zdaj, kar si že medaljaš v mladinski, recimo, ko si ti v sobi, v preoblačilnici, tudi ti zahtevaš mir ali pa tako recimo, da verjamem, da tam
se pripravlja na tekmo Savšek ali pa Kauzer, ne, ali pa Luka, ne. So pravila, ne, so nenapisana pravila, vsi vemo. Jaz sem sicer Ja, kakšno čokoladico noter, no. uh, Ampak se pa ve, kdo lahko pride v šotor, kdo lahko kaj reče, a ne. ja, v članski reprezentanci pač enostavno mislim, da še nimam pravice, no, temu rekoč tako, da bi postavljal kakšna pravila, kar se mi zdi pač prav, tam neka hierarhija more pač veljati in zaenkrat sem še na spodnjem delu trikotnika, ampak pač tam mislim, da ne rab noben postavljati pravil, ker pač vsi vemo, kako mora izgledati v šotoru, da pač lahko pol vsi delamo najboljš možen. In potem v mladinski si vzameš svoj prostor, Ja, to pa definitivno. Tudi, zapustiš. ja, letos na mladinskem svetovnem prvenstvu je bilo recimo ena taka stvar, ki mogoče ne ve vsak, je bilo pač, da pred polfinalom je prišel v to WhatsApp skupino, ki ima reprezentanca, da pač mora biti v šotoru od polfinala do finala in pač v tem času tišina, ker pač ne, jaz mislim, da vsem tekmovalci rabimo svoj mer, da se pripravimo na tekmo in ne, da sem zahteval to, ampak se mi je pa zdelo prav, da če lahko to omogočimo pač meni ali pa drugim tekmovalcem, pač da se vseeno proba to nekako držati teh zahtev, ki pač niso zahteve, so lahko mislim, pač nekih možnosti, ki si jih lahko damo tekmovalci. Ja, se pravi, si naredite svoje meje in jih probate spoštovati s sabo. Zelo zanimivo. Se pravi, bi ti kar rekel man with the plan, ko prideš, imaš plan in super. Zdaj, kaj bi pa recimo za konc, zdaj so leti, tako je šla 1 ura okrog, sem ti rekel, da bo hitro. Kaj bi recimo svetoval zdaj tvojim konkurentom, težko rečem, ampak ali pa kaj bi svetoval mladim v kajaku ali pa v športu ali pa tvoj nasvet? Vse si jih danes skozi pogovor že ogromno dal. Ja, jaz mislim, da pač v športu je ta prva stvar, ki je, da moraš uživati, ampak če pa imaš cilj, moraš pa pač tudi na koncu posvetiti temu največ časa, pa največ energije, največ truda v to vložiti in ko združiš pač zabavo pa velikega garanja, pač pol prideš na te uspehe. Tako da jaz mislim, da pač če hočeš biti dober v nekem športu, v kajaku, košarki, nogometu, ne vem, tekmo, smučeh, moraš pač vložiti zelo veliko truda in po drugi strani moraš delati to z veseljem, tudi če pač ni včasih vsakeč, tako da jaz mislim, da pač vlagati veliko truda, pa se zraven probati imeti čim boljš, tako to je nek moj nasvet. Znotraj tega okvirja se me je fajn, ker si ga postavil na ta način. Za konec sem še povej, recimo, kako bo zdaj potekalo tvojih naslednjih par mesecev, kje te bomo lahko videli, ne vem, bo Tonči zraglo. Ja, zdaj se bomo pripravljali na, mislim, še teden pa pol imamo na Ravnonu, potem bodo sledile prve tekme v Tacnu ter ICF Rankingu Sorkano, ki so tudi za ICF točke zelo pomembne za pač to svetovno lestvico. In potem sledijo priprave v Bratislavi z mladinsko ekipo in pa izbirne tekme v Tacnu in Bratislavi, potem pa odvisno, kako pač bo šlo na teh tekmah, se bo naredil plan za nadaljnji del sezone. Po izbirnih boste strnili spod vrste v ekipi in boste dobili plane, prioritete potegnili. Zdaj, omenil si svetovno lestvico. A to ti slediš kaj, ali kako imaš? Na svetovni lestvici sem zdaj v kanuju 25. na svetu, kar mislim, da je pač vrhunsko. In pa prvi na mladinski jakostni lestvici in prav tako mislim, da bom prvi
ko pride nov ranking ven, ampak to še ni pač nič potrjeno. Tako da, ja, jaz mislim, da svetovna lestvica je kar dobro narejena, mislim, z rahlimi napakami, ampak kar dobro pokaže pač, koliko je nekdo dober v svetovnem merilu, tako da tudi to spremlja. A si spremljaš, a si najmlajši med, da si rekel, čakaj, 25 si rekel, da si, Ja, si najmlajši do tega ja, 25. ja, daleč, Daleč. to, ne vem, daleč, ja, neš. Pa v kajaku? Kako je pa v kajaku? V kajaku sem pa, mislim, da okoli 48. mesta, sem pa trenutno drugi mladinec, ampak sledošnjo sezono mislim, da se tudi to pač bo kaj popravilo, ampak ne vem. Boš To rešil? je, Boš rešil ja, še? mislim, upam, da bom, ampak ne bom pa nič vluvil. Ja, malo popraviti izgled, ja, gor na lestvici. Mase. Čakaj, a cross pa nima, ima tudi cross? Tudi cross ima lestvico, sam to pa že dolgo časa nisem preveril. No. Se tam verjetno je tudi teže biti konstanten, ne, v crossu pa Da, manj tekame. Super, so vse obdelala, se pravi, navijati zate na svetovnem mladinskem, ne? Glavni cilj izbirne, tudi v reprezentanco, tudi člansko, v obeh disciplinah. Upam, da bom se potrudil. In šola pa, kaj, če rata ta drugi letnik? Ja, mislim, da bomo tudi to mogli narediti enkrat. Upam, da je čim prej. Mislim, da s takim pristopom, ko se lotevaš stvari, ti ne bo težko. Ja. Tudi tega cilja, kaj je dol od spod napisano. Se bomo držali. Hvala, ker si se vzel časa. Ne? Zdaj verjetno hitiš že na treninga. Zdaj verjetno ti težko preživeti po izkušnjah. Vem, da 3 tedne na taki progi je težko preživeti. Izkušenim tekmovalcem. A si že bil kdaj 3 tedne na takih pripravah? Ja, lansko leto smo bili prav tako 4 tedne dol v Alajnu, pa letos 4 tedne. Tako da ja, sem bil, imam mali izkušnje, ampak vedno se naberajo nove. Se pravi, če si preživel 4 tedne v Alajnu na tisti težki progi, si se kar dobro naučil tam. Ja. Racionalen, da ne postreljaš prvi teden vseh metkov. Ja, to je tako. Prav si tudi že izkušen, kljub letom. Ja. Ful me je veselilo s tabo imeti pogovor, ker malo sem se tudi jaz pomladil. No. Mi je žal, da jaz nisem bil takih napisanih ciljev, da sem bil tako star. Pozdrav ekipo tvojo, no. Želimo tudi sestri, čim boš nastopne na olimpijadi, bomo navijali za vseh. Tako da mi se pa vidimo na prvi tekmi. Žiga, se je oglasil, si vzel čas za nas in srečno. Hvala, lep dan.